Nihče ni v letošnji sezoni v evropskih tekmovanjih asistiral večkrat kot on. Bil je izbran v idealno enajsterico konferenčne lige, ob njem sta bila v zvezni vrsti Isco in Enzo Fernandez. Svit Sešljar, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Praktično sanjska sezona je za tabo zelo uspešna, tako na osebnem nivoju, kot tudi na klubskem. Malce me popelji skozi tekočo sezono. Ja, na začetku si nisem upal niti predstavljati, da bo neka taka sezona se zaključila z toliko uspehi, tako klubskimi kot osebnimi. Ko sem se v bistvu vračal v Celje, sem bil v nekih dvomih, a je to pravilna odločitev, ni. Zdaj po koncu te sezone pa lahko potegnemo neko črto in rečemo, da je bila več kot uspešna. Z reprezentanco ste naredili izjemno zgodbo v kvalifikacijah. Biti pred Francijo v tej starostni kategoriji, to je velik uspeh. Kako si ti doživljal te tekme z izjemno talentirano francosko zasedbo? Ja, celotne kvalifikacije smo oddelali res kvalitetno, na visokem nivoju. Iz tekme v tekmo smo v bistvu rastli. Videli smo, da lahko igramo z vsakim. Francozi vemo, da imajo kvalitete več kot preveč. Prvo tekmo so igrali v bistvu Čerki, Lukeba, Barcola, Emery, ko so zdaj igrali finale Lige prvakov. Drugo tekmo nam je dal gol igralec, ki je odločil Ligo prvakov. Mislim, da o tem nima smisla zgubljati besed, ampak smo pokazali, da če stopimo skupaj, da če bomo tudi na evropskem stali kot ekipa, da lahko igramo tudi proti ekipam, kot so Francija, zdaj v tem primeru Nemčija, Anglija, Češka. Imel si v letošnji sezoni privilegij igrati proti več zahtevnim tekmecem. Če vzamemo Francijo na eni strani kot izjemno talentirana zasedba in na drugi strani recimo Real Betis ali pa Fiorentina, nekako tehnično, taktično bolj dovršene ekipe, na katerih tekmah ti je bilo težje? Težje mi je definitivno bilo proti Franciji, zato ker smo bolj trpeli, več so imeli oni žogo, bolj smo bili v tem nekem nizkem bloku proti Fiorentini in Betisu. Smo vseeno se v bistvu šli nadigravati z njimi, no, tako bom rekel. To je tudi nek drugačen sistem, tu se je šlo za točke, v bistvu smo vedeli v obeh primerih, kaj smo hoteli. In pol slog igre. Tu v reprezentanci je manj časa za neko pripravo, neko uigravanje, da bi probali se toliko igrati, ko smo se lahko v Celju. Na Euro pa vas čaka še ena zvezdniška reprezentanca, to bo zasedba Anglije. Kako se boste lotili Angležev? Pa tako sem že omenil, predvsem bomo mogli biti kot ekipa. V nekih momentih vemo, da bomo trpeli, mogli bomo se s tem sprijazniti. V teh momentih ne smemo biti nestrpni in nervozni, ko pa pride neka priložnost, da umirimo igro, da zadržimo žogo, pa moramo tudi to prepoznati, da ne bomo res 90 minut pod pritiskom, ker to je praktično nemogoče. Redko katera ekipa, reprezentanca se lahko obrani 90 minut na svoji polovici, pa da zvleče nek pozitiven rezultat. Je pa tudi res, da bomo mogli izkoristiti verjetno vsako priložnost, če bomo želeli iskati točke proti Angliji. Svit, hvala za tvoj čas. Upamo in želimo si vsi skupaj, da boš predstave iz letošnje sezone prenesel tudi na Evropsko prvenstvo. Hvala.